Bi začeli današnjo novinarsko konferenco, na kateri bomo organizatorji in soorganizatorji predstavili priprave in potek Jadranskih iger 2014 v Namensko v Sloveniji. V zaključku vam bomo predstavili tudi dva kratka promocijska videa, da boste videli, kako je to izgledalo lani. Z nami oziroma z mano so Tjaša Kangler, vodja TIC Slovenske Konjice, Stanko Kolar, lanskoletni vodja ekipe Slovenskih Konjic in letos zadolžen za izbor konjiške ekipe, ki se bo pomerila na Jadranskih igrah v Sloveniji, gospod Franci Dover, direktor javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice, soorganizatorja in upravljavca mestnega kopališča, in Loris Vižantin, vodja produkcije Jadranskih iger, ter Aleš Sušak, programski vodja Mladinskega centra, sicer tudi soorganizatorja Jadranskih iger. Jaz bi v uvodu povedal, da Jadranske igre v Sloveniji potekajo letos drugič, da smo prvič vstopili v mednarodne finale Jadranskih iger sicer pred 3 leti. Takrat dobili povabilo organizatorjev kot prijateljsko mesto Biograda na Moru, kjer tudi mednarodni finale vsako leto poteka. Takrat, naj spomnim, smo sestavili mešano ekipo Slovenskih Konjic in Pirana, ki se je odlično odrezala, se je uvrstila na drugo mesto na mednarodnem finalu, zelo malo je zmanjkalo, celo je bila možnost, da bi zmagala. Na Jadranskih igrah, ki sicer potekajo na Hrvaškem od leta 2010, vsako leto, da boste imeli občutek, se na njih pomeri preko 200 ekip. Predvsem na Hrvaškem potekajo tam 3 do 4 krat tedensko, v Sloveniji pa, kot sem že omenil, zadnje 2 lete Kooperativa Konjice za soorganizatorji organizira tudi možnost, da se ekipe slovenskih mest najprej pomerijo za naziv zmagovalca Jadranskih iger v Sloveniji, in ta ekipa ima potem možnost zastopati Slovenijo in svoje mesto na mednarodnem finalu, ki, kot sem omenil, poteka v Biogradu na Moru. Osnovne informacije za leto so, da pričakujemo še več ekip slovenskih mest. Lani jih je sodelovalo 16, zaradi tega smo razdelili same igre na 2 dela. Same kvalifikacije bodo potekale 9. avgusta na mestnem kopališču. K prijavam na same kvalifikacije torej pozivamo ekipe slovenskih mest, ki imajo rok za prijavo 1. avgust, ekipe, ki štejejo 7 fantov in 3 dekleta, in letos imajo lahko tudi 5 rezervnih igralcev. Poleg tega bodo na samih Jadranskih igrah, se pravi en teden kasneje, to je 16. avgusta, pred samim nacionalnim finalom, potekale Jadranske igre junior, se pravi igre za najmlajše, za otroke. Lani so zelo lepo uspele, praktično so otroci tisto vzdušje začetno Jadranskih iger pričarali že tekom dneva. Tudi letos smo razpisali možnost prijave, kjer pa pozivamo ekipe otrok 4 fantov in 2 deklet, letnika med 2001 in 2007, se pravi starih med 7 in 14 let. Vse prijave in sodelovanje za ekipe, tako junior kot za starejše, so za ekipe brezplačne. Tudi sicer bomo zagotovili na samem finalu vsem, ki bodo prišli spodbujati, ki bodo prišli si ogledati Jadranske igre, brezplačen vstop. Želimo igre, tako kot lani, kar se da široko približati tako občanom Konjic in predvsem, o tem bo tudi povedala Tjaša v nadaljevanju, želimo iz tega športno-zabavnega spektakla graditi tudi eno zgodbo na področju turizma. Se pravi, da računamo, da bo poleg sodelujočih mest, da bodo z njimi prišli tudi navijači, tudi občanke in občani teh mest, ki sodelujejo na Jadranskih igrah, pa verjamemo, da tudi širše turisti iz Slovenije, in si bodo ogledali igre. Poleg tega pa bomo ta dan in en dan prej tudi izkoristili, da jim bomo ponudili vsem, da si ogledajo različne turistične znamenitosti, turistične destinacije Slovenske Konjice z okolico.
in s tem dejansko prispevali tudi k obujanju ali pa višanju števila turistov, ki obiščejo našo občino. Tukaj bi se ustavil in dal besedo Tjaši Kangler, da še malo nadgradi informacije o pomenu samih iger, o organizaciji sejma socialnih podjetij Pridne roke, letos že drugo leto v Slovenskih Konjicah. Izvoli, Tjaša. Kot je že Tadej povedal, so Jadranske igre Slovenija ne samo športno-družabni dogodek, ampak tudi za naše mesto z bližnjo okolico izjemno pomemben turistični projekt. V naše mesto bodo prihajale ekipe iz vse Slovenije skupaj z navijači in turističnimi ponudniki in mi se bomo vsekakor potrudili, da bodo pri nas imeli kaj početi in predvsem tudi kaj videti. Tako v času kvalifikacij, kot tudi na dan samega finala, bomo za skupine navijačev, ki bodo spremljale tekmovalne ekipe, v dopoldanskem času pripravili posebno ponudbo ogledov naših glavnih turističnih znamenitosti, ki jih bodo seveda spremljale posebne ugodnosti. Na dan finala pa bo v samem mestnem jedru Slovenskih Konjic potekal tudi sejem Pridne roke, na katerem se bodo poleg socialnih podjetij in zadrug predstavili tudi turistično-informacijski centri iz Slovenije, turistična društva in lokalne akcijske skupine iz Slovenije, katere smo z uradnimi dopisi že tudi povabili k sodelovanju. V prihodnjih tednih pa jih bomo k sodelovanju seveda še intenzivneje vabili preko družabnih omrežij in spletnih strani. Naša želja je, da se v času Jadranskih iger 2014 v Slovenskih Konjicah na nek način predstavi Slovenija v malem in da ekipe s svojimi navijači poleg tega športnega utripa v naše mesto prinesejo tudi nek pridih svojih mest, prekrasnih slovenskih krajev, ter da s sabo domov seveda v lepem spominu odnesejo delček našega mesta. To bo tudi najboljša naložba v promocijo naših krajev in garancija za to, da nas bodo zadovoljni udeleženci Jadranskih iger obiskovali tudi ob kakšnih drugih priložnostih in si naše mesto izbirali za izlete, ekskurzije, pohode, kolesarske podvige ali kaj podobnega. Lokalni turistični slogan, ki bo spremljal letošnje Jadranske igre v Sloveniji, bo kar v Konjicah je lepo. In na tem mestu vse občanke in občane Slovenskih Konjic prisrčno vabimo, da svojo aktivno udeležbo na dogodkih v okviru Jadranskih iger Slovenija 2014 temu sloganu dajo tudi meso. Hvala lepa, Tjaša. Stanko Kolar, že prvo leto v ekipi Piran Slovenija, lansko leto kot vodja ekipe, letos pa v vlogi koordinatorja za izbor konjiške ekipe. Moram omeniti, da bo občina Konjice oziroma mesto gostitelj na podlagi pravil imela možnost, da izmed 8 sodelujočih ekip v finalu ekipa gostujočega mesta ima neposredno zagotovljeno mesto v samem finalu. Kar pa ne pomeni, da bodo konjiške ekipe se s tem zadovoljile. Verjamem, da bo tudi na podlagi prizadevanj Stanka izbor konjiških ekip takšen, da bodo občanke in občani tudi letos lahko množično navijali za njih in da bodo tudi imeli veliko možnost, da bi izmed vseh sodelujočih lahko zopet konjiška ekipa morebiti zastopala Slovenijo na letošnjih mednarodnih igrah. Več o tem pa Stanko, prosim. Ja, hvala lepa. Veliko več skoraj ni dodatno, ker si že skoraj vse povedal, ampak res lahko se pohvalimo, da smo 2 leti zapored gostovali v Biogradu na Moru, kjer smo dosegli res dobre rezultate. Lansko leto sicer 3., predlansko 2., ampak lansko leto smo še posebej zadovoljni, ker smo se uvrstili na ta mednarodni finale kot ekipa, ki je zmagala v slovenskem finalu med vsemi slovenskimi ekipami, ki so tekmovale v Konjicah na bazenu. Predlani smo bili povabljeni. Se pravi, izkušnje nekaj štejejo in te izkušnje bomo poskušali predati tudi naslednjim tekmovalcem, ki bodo Konjice zastopali v prihodnjih letih. Jaz verjamem, da bo ta projekt postal tradicionalen, ki se ga bomo Konjičani navadili do te mere, da ne bomo rabili več prav posebej pozivati ekip k prijavam. Letos pričakujemo, da bi se prijavile ekipe organiziranih skupin iz konjiške občine,
najlažje pač je nasloviti ta vabila na društva, aktivna društva, športna društva, gasilska društva, kulturna društva in pa tudi morebiti ostale organizirane skupine, ki bi želele tekmovati. Rok za prijave je do konca meseca julija, se pravi do 1. avgusta. Naš športni del Jadranskih iger jim bo poskušal pri tem čim bolj pomagati, jim dati nasvete oziroma poskušati sooblikovati ekipe na takšen način, da bodo imele čim boljše možnosti v kvalifikacijah, ki bodo potekale 9. avgusta, in pa kasneje tudi v finalu, kjer pač imamo pravico, da se ga udeležimo z eno ekipo. V primeru kakšnih vremenskih težav pa seveda veljajo, smo rekli, kvalifikacijski rezultati, zato bodo konjiške ekipe prav tako nastopale v kvalifikacijah 9. avgusta. Zato vabim tudi kot predstavnik športnega dela čim več občanov in občank in prijateljev Jadranskih iger, da se udeležijo tudi tega malega finala 9. avgusta na bazenu v Slovenskih Konjicah. Pravila, način tekmovanja in obveščanje preko naših lokalnih zavodov in pa pooblaščencev bo intenzivno potekalo v naslednjih 2 tednih in računamo na informacije, ki smo jih že dobili, da lahko v Konjicah zberemo vsaj 5, če ne do 10 ekip, ki bi nekako tekmovale na našem internem kvalifikacijskem turnirju 9. avgusta v dopoldanskih urah, ki jih bomo izkoristili za trening in pa za finalni izbor ekip. Sej v bistvu možnosti so odprte, glede na to, da pač prijavljamo 10 udeležencev z 5 rezervami, to je 15 udeležencev vsake ekipe, kar pomeni, da imamo precej možnosti, da sooblikujemo takšno ekipo, ki bo dosegla kar se da najboljši rezultat in po možnosti zastopala Slovenske Konjice zopet v finalu, ki bo potekalo ob koncu avgusta v Biogradu na Moru v Dalmaciji. To bi bilo z moje strani vse, če pa bo še kdo kaj potreboval kot informacije za samo tekmovanje, bomo pa na naših spletnih naslovih in na vseh ostalih informativnih materialih dali naše kontakte, kjer vam bomo z veseljem posredovali vse dodatne informacije. Hvala. Hvala lepa, Stanko. Z nami je tudi gospod Franci Dover, direktor javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice. Zelo smo zadovoljni že, da se je to našo lansko letno sodelovanje v letošnjem letu preraslo v soorganizatorstvo. Naj v uvodu povem, da so Slovenske Konjice eno redkih mest v Sloveniji, ki ima to vrstno kapaciteto, se pravi skoraj velikosti olimpijskega bazena, ki je pogoj, da lahko to vrstne igre organiziramo. In veseli smo še enkrat, da letos to počnemo v soorganizaciji z vašim podjetjem. Verjamem, da še toliko uspešne in toliko kvalitetnejše. Gospod Dover, izvolite. Ja, hvala lepa. Seveda, vsaka takšna organizacija je zadnji, bi rekel, tudi en izziv in pa ena nova priložnost za prikaz naših možnosti, ki jih pač tukaj imamo. Seveda ne gre brez sodelovanja občine, mi smo 100% lasti lokalne skupnosti in razumevanja gospoda župana, tako kot nas, in delamo z roko v roki in da želimo prispevati tudi k takšnim dogodkom in razvoju turizma v našem mestu in naši okolici. Seveda, naša mestna plaža že letos deluje, kljub vremenskim razmeram, ki nam pač nekako krojijo usodo poslovanja, je bolj zaprto kot odprto, ampak verjamem, da se bo vreme do takrat, ko se bo ti dogodki speljali, tudi ustalilo. 9.8. in 16.8. sta 2 velika dogodka. Za nas je to tudi ena določena obveza, da pripravimo tako za predkvalifikacije ustrezno bazen do te mere. Prvič, da ne bomo teči z ostalimi kopalci, ki bo prišli, pa bom rekel, kar povabim takrat, ker bo tudi verjetno kaj zanimivega za videti. Na dan, ko bo do same igre, bo bazen zagotovo zaprt, seveda odprt za vso javnost, ki bo lahko prišla pozvati, gledati te atraktivne aktivnosti na naši kopališki mestni plaži. Naše delo, ki ga zajema, je nekako skozi javno snago, da bomo pripravili okolje, da bomo zagotovili reševalce, tudi reševalce iz vode, še marsikaj dodatno, tako da bo tudi
pripravljeno vse, da se bodo ljudje, obiskovalci dobro počutili. Za vse ostalo pa verjamem, da bomo z organizatorjem še se dogovorili v detalje, kako bo te aktivnosti potekale. Jaz si samo želim, bom rekel, najboljši ekipi, ki nas bo prezentirala tudi v Biogradu. Jaz upam, da bo na prvem mestu Zmajček, ki bo vodil naše dekleta in pa fante. Hvala. Hvala lepa. Same igre, poleg, bom rekel, tistih organizacijskih pogojev, ki jih zelo uspešno izvajamo skupaj z partnerji iz Hrvaške, z agencijo Adria Events. Zelo uspešno nadaljujemo tudi z, bom rekel, člani organizacijskega odbora iz Slovenskih Konjic. Loris Vižantin je eden izmed njih, s pomočjo katerih smo že lani in verjamem, da bomo letos še bolje igre pripravili na tako, bom rekel, kakovostnem nivoju, da že lani smo ga imeli tako pripravljenega, da bi lahko samo finale že lani spremljala, kolikor bi se lani odločila tudi nacionalna televizija. Letos imamo še neke nove izzive, preko katerih želimo zagotoviti, da se bodo same igre dokumentirale v nekem prispevku, produkcijsko dost zahtevnem in po drugi strani tudi toliko atraktivnem, da bi lahko preko tega videodokumentarca tržili ali pa promovirali tako igre, kot tudi vsa sodelujoča mesta tekom leta, se pravi do leta 2015. Več o tem pa bi prosil Loris, da ti na kratko predstaviš, kot tudi napore, ki ste jih vložili z gospodom Nareksom, da ste pripravili ta dva promocijska videa, s katerim že letos vabimo na jadranske igre. Izvoli, Loris. Ja, že lani smo se v bistvu potrudili, da bi jadranske igre oblekli v eno televizijsko obleko, se pravi v eno tako obleko, ki bi v bistvu vizualno tudi stvar spravila na nek nivo. Do neke meje nam je seveda uspelo, žal, tako je Matej povedal, se nacionalna televizija ni odzvala. Zdaj letos smo v podobni situaciji, ampak še zmeraj v bistvu kontaktiramo z njimi, ker bi to prireditev zelo radi na televizijo spravili. Seveda, ko bi ta prireditev na televizijo prišla, naj bi v bistvu njena notornost po Sloveniji zrasla in s tem bi v bistvu lahko računali na večjo udeležbo. Stvar je sigurno aktualna, športne narave, vesele, tako da naše mnenje je, da v bistvu to spada na televizijo. Kako se bojo pa odločile razne televizije, bomo pa zdaj videli v naslednjem mesecu. Upamo na najboljše. Predstavnika Mladinskega centra, naj spomnim, da sama kooperativa Konjice je socialne podjetje, ki ga je ustanovil ali pa pomagal ustanoviti Mladinski center, ki pa ostaja vedno še v ozadju kot soorganizator, kot neka hrbtenica tudi delovanja in tudi same soorganizacije. Računamo na pomoč. Aleš. Ja, no tako lani bomo isto v Mladinskem centru letos pomagali s svojimi prostovoljci in zaposlenimi speljati te igre. Letos bo še boljši, ker smo lani dobili nekaj izkušenj. Pa še letos je stopil zraven Klub študentov Dravinjske doline, ki bo 6. avgusta naredil neke igre na kopnem in vodi, poleg tega pa še after party skupino Kingston. Letos bo super. Hvala lepa. Jaz bi v zaključku povedal še to, da se letos nakazuje, da se bo poleg 4 držav, ki na mednarodnem nivoju sodelujejo že zdaj 2 leti, se pravi Italije, Črne Gore, Slovenije in Hrvaške, pridružila tudi Srbija, po vsej verjetnosti tudi Makedonija. S tem bo na mednarodni ravni sodelovalo že 6 držav, da po večini v vseh teh državah jadranske igre spremljajo njihove nacionalne televizije, hrvaška televizija jih prenaša tudi v živo in dejansko predstavljajo potem ta drugi kanal, ki je televizijski v vseh teh državah, res odlično priložnost za eno pozitivno promocijo same države Slovenije in tudi v tem primeru tistega mesta, ki zastopa Slovenijo na jadranskih igrah. Jaz bi se pridružil Lorisovim informacijam, da se zelo trudimo, da bi
v letošnjem letu vendarle zopet nacionalno televizijo prepričali k sodelovanju, vkolikor ne, tečejo pogovori z nekaterimi komercialnimi televizijami, zagotovo v želji, da tako slovenskemu občinstvu po eni strani, kot tudi potem z strani mednarodnega finala širše predstavimo naše igre, bom rekel, zdaj že regiji jugovzhodne Evrope. Če se strinjate, bi zdaj pogledali najprej en kratek promo video, ki je zajel utrip lanskoletnega slovenskega finala in potem dvominutno verzijo finala mednarodnega v Biogradu na Moru. Potem bi se vam zahvalil, pa povabilo, se vidimo na Jadranskih. Hvala lepa.